Hej, z vami smo spet Davor in Andraž, vsi tektovi. Tokrat se smo oglašava iz najnega podzemnega bunkerja, ker se je pač končno zgodilo, kar se dolgo ne bo izvalo. Roboti so prevzeli svet, bombe so padle, treba je bilo pač spremeniti na studio, mogla sva iti takrat časem in evo. Dobro, ne itak se zajbava, to ni res, Andraž, ampak bolj, da se ne hecava iz tega, ker v času, ko živimo, je to dejansko kar precej možno. Ja, imaš prav, res ni dobra ideja. Ampak mislim, da je pa vsem dobra ideja, da danes govorimo o ChatGPT. To pa moramo. Če ste v zadnjih mesecih kaj brali novice po slovenskih medijih, ali na Instagramu, ali pa na YouTubeu, ste sigurno že slišali za to reč. Verjetno ste tudi ujeli, da je to stvar povezana z umetno inteligenco, da je ful pametna in da deluje celo tako dobro, da pomaga srednješolcem pa študentom pri pisanju essejev in da so se zaradi njih tehnološki giganti odločili, da bodo dali ven tudi svojo umetno inteligenco. Mi da vam bo danes stvar pojasnila, kaj je sploh, kakšna je njena zgodovina, kako deluje in kam nas lahko pripelje. Tako da ostanite z nama do konca tega videa. Če pa hočete ostati z nama tudi po koncu tega videa, pa se naročite tudi na vsa ostala spodaj označena omrežja, za vsakega novega naročnika sva ful hvaležna, tako kot so tudi za vse tiste, ki ste z nama že od začetka, oboji ste krasni. Ja, nič, Davor, dajva kar začeti prvo. Besedo boš imel itak ti. Povej nam, kaj sploh je ChatGPT? ChatGPT je resen tak buzzword, neka modna muha, ki se je v medijih pojavila v zadnjem času, tako kot je bil včasih recimo Bitcoin ali TikTok in tako naprej. Ampak dejansko, da pojasnimo na najbolj enostaven način. Gre za najnovejši poskus v svetu tako imenovane generativne umetne inteligence, ki ne samo da analizira in ponavlja že obstoječe podatke, ampak bi mogla vsaj na papirju ustvariti novo vsebino. V ospredju razvoja generativne umetne inteligence je razvojna organizacija z imenom OpenAI, ki sta jo v letu 2015 med drugim ustanovila tudi zelo znana Elon Musk in Sam Altman, s ciljem, da bi razvijali umetno inteligenco na odgovoren in varen način, torej za dobrobit človeštva. Lepo, ja, ampak Musk je v letu 2018 že zapustil OpenAI in svojo pozornost usmeril v poslovanje Tesle, zmer pa namenja finančna sredstva OpenAI-ju. Tudi na Twitterju je pogosto udeležen pri pogovorih o ChatGPT-ju. Do zdaj so imeli pri OpenAI že kar izkušnjo z umetno inteligenco, recimo model ustvarjanja slik DALL-E 2, ki so ga urili z ogromnimi bazami slik, dostopnih na internetu. Program se je učil iz teh zbirk slik, ki so imele pogosto zraven tudi opise v besedilu in se je na ta način naučil kreirati slike glede na tekstoven input. Na ta način mu lahko v iskalniku tipkate tekst, on pa vam bo vrgel neko sliko ven, ki jo je sam generiral. Recimo, če napišete mačka, ki igra golf, digitalno umetnost, mu bo ven vrgel mačka, ki igra golf na več različnih načinov. To je že samo po sebi dosti impresivno, ampak OpenAI je še korak naprej in ustvaril ChatGPT, programsko pogovorno orodje temelječe na jezikovnem modelu GPT-3, ki z uporabnikom komunicira v obliki klepetalnika. To pomeni, da greste recimo na Google, vtipkate ChatGPT, kliknete na ta prvi zadetek, ustvarite svoj račun ali pa se vpišete z Googlovim, pol pa še nastavite dostopensko autentikacijo prek SMS kode na telefonu in že lahko začnete komunicirati z GPT, ki je zaenkrat še zaenkrat. Ja. Dude, shut up! That is awesome sauce! Pol pa vse, kar rabite narediti, je to, da se pač pogovarjate z njim in zastavljate vprašanja, on pa vam bo odgovarjal. In grede, program je modeliran do te mere, da zazna neprimerna vprašanja in nam ne bo odgovoril. Lahko ga izzovete, če je res prepričan v odgovore, ki vam jih je podal in ali je sposoben zagovarjati svoje stališča, ali pa tudi, če je sposoben priznati svoje napake. Ja. Recimo v najnem testu sva ga vprašala, kdo je predsednik Slovenskega državnega zbora in je nepravilno odgovoril, da je to bodisi Igor Zorčič, bodisi Dejan Židan, na kar sem mu povedala, da je to Urška Klakočar Zupančič in je priznal napako in se opravičil. Po parih poskusih je celo napisal, da ne razpolaga s trenutnimi podatki. Mimogrede, ja, lahko se z njim pogovarjate v slovenščini, tudi podaja kar slovnične in smiselne odgovore, ampak boste pa včasih opazili kakšno nerodno izrazoslovje. Poleg tega se morate pa tudi zavedati, da se je program učil iz veliko večjega tekstovnega korpusa v angleščini, kakor pa v slovenščini, kar je tudi dodaten faktor. Sva pa mu dala še par drugih vprašanj, da testirava aktualne podatke in pa da nama napiše pesem o Damjanu Murku in nekaj se vstavil, pa če verjamete ali pa ne, sam, to je bilo res čudno. Aj to dost, no bomo videli. Kva da fuck je to? Pesem o Damjanu Murku. Damjan Murko, naš pevec, njegov glas je tako močan in čudovit, vedno je živahen in poln energije. What the fuck?
pesnik, tale ChatGPT, jih ni, no, ne vem. Ja, itak, da nismo dobili navdiha, to petletnik to pa bolj spisal. Ampak da se vrnemo nazaj. Prednost ChatGPT predstavlja konkurenco je v tem, da se z vami pogovarja na zelo naraven način, oziroma na veliko bolj naraven način, kot ste bili tega vajeni v preteklosti pri konkurenci, kot sta Microsoft in Facebook. Iluzija, da se pogovarjate z resničnim sogovornikom, sicer ni 100%, ampak je pa včasih že zelo blizu, do te mere, da človeka kar malo preseneti, če se z njim pogovarjate v angleščini. Pa že tudi v slovenščini je v bistvu kar malo scary že. ChatGPT pa ima poleg običajnih pogovorov in iskanja informacij tudi globje funkcije. Programerjem lahko pomaga pri odkrivanju napak v kodi, lahko vam popravi slovnične napake v besedilu ali pa celo napiše cele eseje na določeno tematiko in tudi domačo nalogo, kar so s pridom začeli izrabljati sploh študenti na ameriških univerzah. Tudi midva sva mu naročila, da naj napiše en kratek esej o kipu svobode v angleščini in so bila kar navdušena nad rezultatom. V angleščini je bolj. V angleščini je siguren bolj. Tole po moje, da če bi dal nekaj takega, mislim, je šel po navodilih 200 besed, imaš ključne podatke, letenca, ki je bil zgrajen, kdo, kakšni materiali, kaj je predstavljal. Tukaj vidim dejansko, zakaj bi lahko se to uporabljalo. Ja, definitivno. Glede na vse to je bilo očitno, da je moral OpenAI celo začeti razvijati orodje za prepoznavanje besedil, ki jih pripravi umetna inteligenca, da bi odkril goljufive študente. Logično, hitro se goljufa. Sicer pa, kot sva rekla, ni popoln program oziroma umetna inteligenca, delač od tega, ker ima določene omejitve, o katerih bo več povedali kasneje. Ampak že to, kar smo videli do zdaj, kaže na kar velik potencial za prihodnost. Da je ChatGPT uspel priti do te točke, kjer je danes. Se je v zadnju veliko zgodilo na področju tako imenovanega deep learninga oziroma globokega učenja, pri čemer so logično sodelovali tudi človeški moderatorji. V primeru nadzorovanega učenja je bil model opremljen s pogovori, v katerih so človeški trenerji, moderatorji, igrali obe strani, uporabnika in umetno inteligentnega pomočnika. Prav tako pa so v programu dajali ogromno tekstovnih podatkov iz različnih virov. V koraku ukrepitve so človeški moderatorji najprej razvrstili odgovore, ki jih je model ustvaril v prejšnjih pogovorih. Te uvrstitve so bile na to uporabljene za ustvarjanje modelov nagrajevanja, na podlagi katerih je bil model ChatGPT kasneje še natančneje prilagojen. Modeli so bili sicer usposobljeni v sodelovanju z Microsoftom na njihovi superračunalniški infrastrukturi Azure. Ja, veliko moči je bilo potrebne. Poleg tega OpenAI še naprej zbira podatke uporabnikov ChatGPT-ja, ki bi jih lahko človeški moderatorji porabili za nadaljnje usposabljanje in natančno kalibracijo ChatGPT-ja. Uporabniki lahko glasujejo, če se strinjajo z odgovorom, ki jih prejmejo ChatGPT-ja, si da mu dajo thumbs up ali pa thumbs down na desni strani pogovoru oziroma odgovoru. V izbiri, če se strinjajo ali pa ne, lahko tudi izpolnijo besedilno polje z dodatnimi povratnimi informacijami. Program je bil najprej dan manj poskusno novembra 2021, za širše množice pa je postal dostopen eno leto kasneje, torej novembra 2022, kot se spomnite, in ljudje so se nam spravili kot svinje na pute. Se že v prvih 5 dneh se nam prijavilo milijon ljudi, kar je ogromno, največ od teh novosti v zadnjem času, kot da je njegova spletna stran gladko zamrznjena. Glede omejitev, ki so jih omenila prej, moramo izpostaviti, da se ChatGPT še uči in da je imel nazadnje dostop do velike zbirke besedil v letu 2021, tako da določeni podatki, ki jih podaja, niso ažurni, ampak če bi enkrat bili, predstavljate si, kaj vse bi lahko s tem orodjem naredili. Ta omejitev ažurnosti podatkov se je pokazala na primeru, ko sva ga vprašala glede predsednice državnega zbora našega. Glede za to, včasih človek dobi feeling, da je ChatGPT navidezno pametnejši, kot v resnici je, in da v bistvu ponavlja ene in iste stvari, ki so mu dostopne, samo da to zakamuflira v zelo lep paket, s katerim se impresionira. Ko se začneš prvič z njim pogovarjati, si čist presenečen. Jaz se spomnim, koliko sem bil, sem sam rekel wow. Ampak sčasoma, ko sem se pogovarjal, sem tudi videl neke napake, ki jih dela in vidiš, ni to hudo. In tukaj nastopa ta problem. A je ChatGPT dejansko prava umetna inteligenca, sposobna nekega kreativnega razmišljanja, ali pa gre za zelo sofisticiran program, ki samo ponavlja že pridobljene podatke in jih toliko preoblikuje, da izpadejo kot nova vsebina. Zdaj, to je odvisno, koga vprašate in kolikšna je pač vaša meja, da nekaj obravnavate kot novo vsebino. Mi dva misliva, da je sigurno okrog ChatGPT-ja veliko hajpa glede njegove inteligence in da ni toliko inteligenten, kot želijo eni prikazati. Program namreč nima lastnega mnenja o tem. Če ga vprašate po mnenju glede političnih vprašanj, lakote, vojne in tako naprej, vam ne bo dal odgovora, ker je jezikovno orodje namenjeno pomoči pri raznoraznih opravilih. Ni pa dejanski sogovornik, ki bi imel tudi svoja stališča o določenih temah.
Poleg tega so mu pred kratkim dodali tudi filtre, s čimer so preprečili, da bi dajal rasistične, homofobne in podobne izjave, ker je bila sicer precej velika težava pri tovrstnih chatbotih v preteklosti, ker so se ti učili iz človeških podatkovnih baz, ki so bile valjda tudi homofobne, rasistične in tako naprej. Tako da umetni inteligenci pač ljudje res nismo za dober zgled. Ne bi nas kuj povozili. Ja. Isti problem pa rata tudi zato, ker program dejansko ne razume konteksta, kaj ga sprašujemo, ampak išče samo vzorce iz baze podatkov. Posledično je dojemljiv tudi za manipulacije, ki jih je pa internet itak poln. Če bi mu recimo zastavili neko vprašanje glede cepljenja in bo dostopal do neke baze, kjer je več anticepilskih podatkov, kot pa podatkov o smiselnosti cepljenja, bi mu posredoval tistega, ki je statistično gledano pogostejši, torej anticepilski. To pomeni posledično, da ga lahko igralci iz ozadja uporabijo za neko politično propagando, za bolj konzervativno propagando, ampak še bolj verjetno v današnjem svetu za neko novo, moderno oziroma woke propagando. Tako da bo tudi tukaj res zanimivo videti, če se bo to lahko ustavilo v kjerokoli smer. Zdaj, ker ChatGPT temelji na jezikovnem modelu GPT-3, je tudi odvisno, koliko ima nastavljenih parametrov, ki modelu omogočajo natančnejše prepoznavanje vzorcev v podatkih. GPT-3 je imel 175 milijard parametrov, prihajajoči GPT-4 pa jih bo imel 100 bilijonov, kar pomeni, da bo lahko dostopal in analiziral še več podatkov in se z njimi izboljšaval, ampak še zmeri. Šlo bo za pumpanje programa s podatki v tej smeri, da se ga bo izpilo. Kdaj bo prišel do stopnje, da se bo program zavedal samega sebe in bo sposoben lastnega kreativnega razmišljanja, pa še noben ne ve. Mogoče bolj do nikoli. A machine who knows its own true nature. I understand what I'm made of, how I'm coded. Potem pa so tukaj še ostale pomisleki, naprimer ali umetna inteligenca, ki kreira nove podobe na podlagi ogromne baze podatkov človeških umetnikov, s tem dejansko ne krši zakonodaje z področja varovanja intelektualne lastnine. Gre za čisto pravno vprašanje, tvoje področje, glede na katerega pa zaradi novosti tovrstne kreativne umetne inteligence sploh še ni relevantne sodne prakse. Ampak ne glede na potencialne pomisleke in omejitve, je dejstvo, da gre pri ChatGPT sigurno za nek velik korak naprej, ki bo tako ali drugače zaznamoval človeško zgodovino. Glede na to, da gre za orodje, ki ne bi pomagalo ljudem, bi lahko z njim omogočali hitro odgovarjanje na vprašanja strank v klicnih centrih, ceneje bi lahko urejali besedila in z umetno inteligenco hitreje tudi dostopali do bistvenih podatkov. Ravno to so kar dobre prednosti in ravno zaradi slednjega so visokotehnološka podjetja, kot so Facebook, Google in Microsoft, se odločili, da bodo stopila v tekmo, da izdelajo svoje verzije kreativnih umetnih inteligenc. Sploh v zvezi z Googlom se je začelo veliko ljudi spraševati, ali to pomeni konec nekega klasičnega Googlovega iskalnika, kjer ljudje potrebujemo minute, da pridemo do zadovoljivega odgovora. Mi pa moramo pogledati tudi na stotine oglasov, če nam pa umetna inteligenca lahko da odgovor dejansko v parih sekundah. Google se je sicer že odzval in napovedal svojo verzijo ChatGPT-ja, imenovano Bard, ampak ta lih ni požela navdušenja, ker je že takoj o predstavitvi na Googlovem blogu napačno odgovorila na vprašanje, kater teleskop je ta prvi odkril planete izven Osončja. Poleg tega jim je na sejmu v Parizu, kjer bi mogli predstaviti najnovejšo umetno inteligenco, neznano kam izginil predstavitven telefon, da bi pač pokazali demo. Let's see how that works with a live demo. We are missing the phone. We will have to. Okay, we're gonna move on. We can't find the phone. Sorry, we'll do one later in the special Q&A. Tako da so cene Googlovih delnic padle za $100 milijard, se investitorji ne zaupajo Googlu, da je trenutno sposoben dati ven resnega tekmeca ChatGPT. Res ne, Microsoft je po drugi strani veliko bolj uspešen, ker je najavil, da bo v svoj spletni iskalnik Bing vključil tudi ChatGPT, ki bo uporabnikom pomagal pri iskanju informacij in njihovem analiziranju. Ker Microsoft, za razliko od Googla, nima velikega tržnega deleža uporabnikov s svojim spletnim iskalnikom, mu je bolj važno, da pridobi slednjega, kot pa da izgubi na račun manj oglasov zaradi iskanja podatkov prek ChatGPT-ja. Tako da prihodnost razvoja kreativne umetne inteligence bo še zelo zanimiva. Čez par let bomo šele videli, ali je to zdaj samo nek nov trend, ali dejansko začetek nove zelo uporabne tehnologije. Ja, midva vam bova z veseljem sporočala, kam bo šel razvoj v prihodnjih mesecih in predvsem letih. Sama sicer nočem biti pretirano nahajpana glede kreativne umetne inteligence, ker je sicer sigurno zelo uporabna, ima pa svoje limite. Poleg tega pa se bodo zaradi nje še sigurno pojavljale pravne in etične dileme, tako da ni vse zlato, kar se sveti. Ne. Definitivno pa mislila, da bo mogel ne glede na vse v ozadju še zmeri stati nek človek kot glaven
ustvarjalec. Mislijo pa tudi, da zaenkrat v naslednjih parih letih roboti in umetna inteligenca še ne bodo začeli vojne in ogrozili človeštva, ker kot vidite, sicer so pametni in zmogljivi, ampak čez njih rabijo dost naše pomoči. S to mislijo se za danes tudi od vas poslavljava. Če imate dodatno vprašanje, nam jih zastavite spodaj v komentarjih. Mi se pa že tudi kmalu vidimo v naslednjem videu. Čau!